Hvala lepa za nov mikrofon. V glavnem nadaljujemo s prvim omizjem. Povabili smo nekatere, ki jih že poznate, in sicer gospoda Tomaža Krištofa iz Zbornice za arhitekturo in gospoda Roberta Smodiša, DGNB Auditorja. Potem se nam je pa pridružil še magister Erik Potočar z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na skrajni levi in pa gospod Klemen Ploštajner, državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost. Kot smo napovedali, ima to omizje naslov Kako oblikovati trajnostne politike pri prenovah in gradnjah stavb, in morda tisto prvo vprašanje, za katero bi prosil gosta, ki sta zdaj na novo prišla, če bi lahko morda vidva ocenila, kakšno je stanje, pa kateri so najpomembnejši izzivi na področju politik z vašega področja, na področju gradnje stavb pa prenove stavb. Mogoče Erik Potočar prvi, prosim. Pozdravljen z moje strani. Se upravičujem, nisem bil v jutranjem delu tukaj, tako da če bi kakšno stvar ponovo ne grdo gledati. Zdaj, kaj so novi vidiki, izzivi, jaz lahko predvsem z našega energetskega vidika govorim s stvarmi te prenove, kaj je seveda energetska prenova, ta del, ki je v ospredju. Mogoče začel čist pri teh novih cilji. Veste, da smo pred kratkim dobili nove cilje na učinkovit, nekaj škveteta. A je kaj boljše? Je boljše. Na področju učinkovite rabe energije imamo nove cilje, 11,7% od leta 2020 do 2030 naj bi te procente naredili na nivoju Evropske unije, seveda velik del tega bomo mogla tudi Slovenija svoje znotraj narediti. Na delež obnovljivih virov, zadnji podatek je tudi 42,5%, naj bi bil ta skupni delež obnovljivih virov na nivoju Evropske unije, seveda država članica naj bi maksimalno noter naredila tudi v okviru NEPN-a. Te glavni cilji seveda potem imajo vpliv na vse te direktive spodaj in današnja tema tukaj v ospredju, recimo stavbe, stavbna direktiva, EPBD krajše, tisti, ki poznate, že v tem smislu je tudi zelo ambiciozna. Tako da vsi ti izzivi, tudi s trajnostno prenovo, so kar povezani oziroma imajo velik vpliv. Trenutno je ta direktiva na nivoju Evropskega parlamenta bila sprejeta, trenutno je posredovana po tej prvi obravnavi na svet, da še svet svoje pove, ni še končna verzija, so pa zelo jasni obrisi, kakšne so želje ali pa cilji, velik vpliv na trajnostno rabo. Prvič se govori o nič emisijskih stavbah. Že po letu 2027 ne bi bile vse nove stavbe nič emisijske, seveda po letu 2030 tudi druge javne stavbe. Zelo noter razlaga oziroma se opredeljuje eden od predlogov, da se veste, mi danes prenavljamo dober 1-2%, odvisno od katerega sektorja. V bistvu, če hočemo tiste cilje do 2050 dosežiti, da bomo razogljičili ta stavbni fond, treba najmanj podvojiti, potrojiti te prenove. In eden od želj, ciljev je tudi, da se začne bolj aktivno ukvarjati s tistimi zadnjimi, najbolj neučinkovitimi stavbami, tudi z določenimi obveznostmi v obveznih prenovah. Naprej govori, da te same brezemisijske stavbe, seveda, da se bo gledali, da je ta stavba v svoji življenjski dobi brezemisijsko, da nič ne proizvede. Na drugi strani prinaša noter obvezno namestitev fotovoltaike na strehe, nekako, da so vse te hiše na drugi strani solar ready, prinaša spremembe na področju povezljivosti z omrežjem, prinaša veliko enih še drugih detajlov, ne bi šel. Bistvo pa je, da v smislu trajnostne gradnje, trajnostne prenove stavb ne moramo imeti tega vidika, da bo treba tudi to upoštevati. Da imamo pred očmi zelo malo te brezemisijske stavbe, kakšne točno bojo, kaj si zadnji predstavljamo, pa seveda po sprejemu direktive, pa potem po implementaciji se bo to tudi skristaliziralo. Zdaj, če se pa vrnem na današnje, kje smo danes, trajnostno prenovo pa energetsko prenovo, vsi dosti že vemo, da smo prerasli samo razumevanje energetske prenove, fasade, oken, da je treba naprej gledati, da se zelo malo že pred leti pri teh prenovah zaletelo te druga področja, ki so ravno tako pomembna, in ta področja so v bistvu
ta kolizija, to povezljivost s temi področji seveda čisto nov poligon odpre, ne. In tu največje izzive za naprej, ki jih mogoče seveda, kako obravnavati specifike, če bomo hoteli ta tempo povečevati, imamo kulturno dediščino, na primer. Vemo, da imamo v Sloveniji veliko tega na različne načine, kako to prenovo peljati naprej. Na drugi strani energetska revščina, kako se to prenovo razogljičiti stavbni fond, na drugi strani z upoštevanjem te energetsko revnih gospodinjstev. Treba razviti komplet nove inštrumente, seveda drugačne inštrumente. Že na nivoju Evropske unije, tam tista analiza, na katero se opredeljuje, govori, da med temi, ki so energetsko revnimi, jih 20% živi v stavbah, ki niso na nek način po nekem standardu primerne za bivanje. Niti ne samo, da rečeš, da je slabo energetska učinkovita. To pomeni, da bo potrebni tudi v tem delu čisto drugi pristopi, verjetno tudi več sredstev. Kar se tiče izziva naprej, seveda, če se hočemo lotiti take prenove, ki ni samo več energetska, ki je z vsem drugimi, bo treba razmišljati bolj celovito o prenovi kakšnih področji, integralnih prenov ali skupine večstanovanjskih stavb ali samih področji. Mogli biti ukrepi, mogli biti zelo bolj ciljno usmerjeni, tudi postopni. Pol se dotaknemo, kaj je s to postopno prenovo, celovito prenovo, tudi v smislu trajnostne prenove, ne. Vsi vemo, da je to kar nekaj denarja, po slovensko smo navajeni te postopne domove, saj iz razumevanja stanovanjskih stavb. To za sabo kar potegne tudi to razumevanje. Kaj se še, velike izzivov še, ki bi jih lahko našteval. Ja, dotaknemo seveda, omenjen verjetno danes tudi bil, imamo sam potres, je problem, imamo v Sloveniji zgodbo z radonom, kako se to skupaj naslavljati. V smislu teh narabo vode v stavbah, ena tema, ki tudi prihaja ven, ki bo kar pomembna. Iz tega našega energetskega vidika, tudi če en izziv, zdaj same te stavbe, se veste, brez emisijske bomo delali, na vsako streho dali fotovoltaiko. Kaj zdaj s tako stavbo rata v povezljivosti z omrežjem? Sami veste, s trenutno to solarizacijo, ki se dogaja, omrežje rab ojačitev, ne? Kako tako stavbo slediti temu, da bo povezana z omrežjem, da se bo lahko odzivala na ta del. Izzivov kar veliko, no. Mogoče bomo še nadaljevali po tem nadaljevanju, pa bi dal še gospodu Ploštajnerju besedo, glede na to, da je zdaj ta solidarna prihodnost postalo ministrstvo in pričakujemo, da bo to področje pač bolj naslovljeno že s tem, da je to samostojno ministrstvo. Morda kakšni so pa pri vas izzivi, ki se postavljajo pred vas, tako stališča določenih, dajmo reči, zagotavljanja stanovanj za mlajše generacije, pa zagotavljanje v narekovaju stanovanj za starejše generacije, ki jih sicer že imajo, ampak so neprimerna morda za to povečano število starostnikov. Hvala za vabilo, hvala za organizacijo. Se mi zdi izjemno pomembno tudi to, da v širokem forumu in tudi, kot je kolega zdaj naslovil, zelo interdisciplinarno in medresorsko v bistvu naslavljamo to tematiko. Zdaj, z vidika stanovanjske gradnje in na to vezano tudi prenova je glavna rak rana slovenske stanovanjske oskrbe, njena nestabilnost in nepredvidljivost, predvsem kar se tiče državnih politik in javnega financiranja. To je osnovni temelj, ki je v Sloveniji umanjkal. Celotna stanovanjska politika se je vodila ali izjemno stihijsko in je potekala v nekih valovih, nikoli ni se razvilo neke sistematike, ki bi potem akterjem na terenu, ki so mnogoteri in so med sabo izjemno povezani, jim omogočila tudi neko stabilno načrtovanje. Vsi vemo, da je pač načrtovanje že samih stavb traja zelo dolgo, da pridemo do realizacije projekta še dlje in stanovanjska politika v Sloveniji, predvsem z vidika umanjkanja javnih finančnih virov, ni omogočila neke stabilnosti tukaj, da bi se akterji tudi prilagodili. Na to vezano je se potem tudi zelo pozna v Sloveniji, kar se tiče javne stanovanjske gradnje, da je tudi ta poteka izjemno stihijsko, oziroma skoraj da bi lahko rekli po navdihu posamezne občine in po njenih zmožnostih in tudi po navdihu ali pa zmožnostih državnega stanovanjskega sklada.
kar pomeni, da tudi z vidika tehnologij gradnje ali pa nekih inovacij na področju gradnje jih je zelo težko v tak nestabilen sistem noter vnašati. To se kaže tako v javnem sektorju, ki bi mogel postati, in ga tudi mi vidimo na ministrstvu in tudi v tej vladi kot nek simbolno vodilo v bistvu tega, kar more gradnja na splošno postati. Še posebej se kaže pa to tudi na trgu pri zasebnih investicijah, kjer tudi zasebni investitorji delujejo v nekem precej nestabilnem okolju in se zaradi tega v tehnologijah gradnje, v samem pristopu gradnji zanašajo v bistvu na neke tradicionalne pa najbolj fleksibilne tehnologije, kar pomeni gradnja z tem, kar je tradicionalno tukaj prisotno, se pravi cement pa opeka, zelo delovno intenziven proces, tehnološko deloma zaostal, predvsem pa ne uvaja teh trajnostnih vidikov ali pa nekih novih tehnologij, recimo lesene gradnje. Tako da neka rdeča črta, ki se kaže, kot rečeno, je osnovni problem, ki nam manjka, je stabilnost, ki bi jo prineslo javno financiranje. Ta vlada se je zavezala, da bo pač zagotovila stabilno javno financiranje stanovanjski gradnji, ki je nek predpogoj, da se začnejo uvajati tudi nove tehnologije in da se začne delovati veliko bolj načrtno. In s tem se odprejo mogoče tri najbolj ključne teme, kar se tiče nekega načrtovanja tudi stanovanjskih stavb in njihove gradnje. Prvo je njihovo umeščanje v prostor. Vemo za Slovenijo, da ima izjemno razpršen stanovanjski fond, ki za sabo potegne izjemno netrajnostne načine bivanja. Tudi zdaj, ko smo delali krog po občinah, se vidi, na kak način v veliki meri je to funkcioniralo. Pač, ko je bilo na voljo neko zemljišče, pač tja se je umestilo, če je bil ravno takrat na voljo neki javni denar ali pa neki evropski denar. Se pravi, vse je potekalo izjemno stihijsko. S tem, ko se uvaja stabilnost, se omogoča tudi predpogoj za neko stabilno prostorsko načrtovanje, tako predvsem javnega sektorja. Drug del, ki sem ga že omenil, je vezan na tehnologijo gradnje. Spet neka stabilnost omogoča izvajalcem javne gradnje, da uvajajo nove procese. Izjemen dober primer je trenutno Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je zdaj v zadnjih letih zelo stabiliziral pa pojačal svojo gradnjo in je s tem tudi jo optimiziral, uvedel nove tehnologije. Deloma je tudi nove stavbe že predpripravil za umeščanje fotovoltaike, recimo. In tretja tema, ki je pa bolj vezana na prenovo, da se še te teme dotaknem, je pa sama struktura najemnikov v javnem stanovanjskem fondu, ki je približno taka, da med 1/3 do 1/2 najemnikov v javnem stanovanjskem fondu prejema subvencijo k neprofitni najemnini. Za dosego te neprofitne najemnine je cenzus kar precej nizek, to pomeni, da govorimo o zelo socialnih ranljivih gospodinjstvih in velik delež teh gospodinjstev je tudi, ko se pogleda podatke, podvržen energetski revščini. Glavne terjatve do njih, se pravi nezmožnosti plačevanja, ne izhajajo toliko iz nezmožnosti plačevanja najemnine, ampak predvsem stanovanjskih stroškov. Tako da tukaj se tudi kaže zelo velika potreba in tudi, hkrati pa tudi potencial za neke resne energetske prenove, ki bi tudi šle v smer tega, kar si kot država želimo, to nekega pravičnega prehoda. Toliko mogoče na kratko. Hvala za enkrat. Torej jaz vabim publiko, da se oglasite z vprašanji. Vprašanje je možno postaviti tudi na Mentimetru s to kodo. Jaz imam pač tukaj odprt telefon in kakšno vprašanje bomo že odgovorili, seveda vas vabimo, da ta vprašanja postavite osebno. Tukaj imajo kolegice mikrofon, tako da z dvigom roke prosim pokažite, da želite postaviti vprašanje. Jaz bom pa zdaj izkoristil še gospoda Krištofa. Vi ste že kar nekaj stvari povedali, kako mislite, da bi bilo treba zakonodajo, kje so semaforčke ste postavljali pod posamezne, pa me zanima, morda govorimo veliko o tem, da se to prenavlja, pa je javni denar omenjen, pa so javne stavbe omenjene. Kako pa ta zakonodaja naslavlja privatnika, se pravi privatnega investitorja? V Sloveniji imamo veliko privatnih lastnikov, hkrati vemo, da bodo prišle določene zahteve glede prenov kot glede novogradenj, pa me zanima, kako morda vi z tega strokovnega stališča gledate te zahteve, pa zmožnosti, ali pa bom rekel učinkovitosti tovrstnih predpisov, ki bodo šele nastali v resnici. Hvala lepa, torej hvala tudi za to ad hoc vabilo, za to omizje. Se pravi, če govorimo o zasebnih investitorjih, seveda je vedno težava prelivanje nekega javnega denarja v zasebne žepe oziroma v prenovo nečesa, kar je načeloma zasebna lastnina in tudi s prenovo te lastnine povečujemo vrednost te lastnine. In v
bistvu pri protipotresnih utrditvah smo najprej na to naleteli, na to težavo, ne? Torej na neko tako rekoč prepoved, da bi neke subvencije investirale v dvig vrednosti teh obstoječih zasebnih lastnin. No. Zdaj, ta težava je v bistvu zelo elegantno rešena pri energetskih sanacijah. No. In pač ta model, ki že obstaja, ki je potrjen od Evrope navzdolj, no, je pač potrebno uporabiti za vse tiste vidike prenov, ki jih pač mi kot Slovenija, kot družba na tem mestu Evrope, kjer pač smo, no, kjer mraz ni edina težava, no, imamo pač tudi neke čisto druge specifične težave tukaj v tem mediteranskem bazenu, no, s potresi, pač apliciramo nekaj, kar že obstaja, no, razširjamo modele, ki že obstajajo. Zdaj, kar se pravilnikov tiče in zakonodaje in tako naprej, no, se pravi, zdaj dobili smo osnutek zakona o umeščanju naprav za se pravi teh obnovljivih virov energije, no, ki v bistvu ne glede na to, ali gre za javno ali zasebno lastnino, ne, za vse strehe večje, mislim, da 1700 kvadratnih metrov, ne, predpisuje, da je potrebno, se pravi, obvezo, da je tudi zasebnim investitorjem, lastnikom, koliko to razumem, no, da zgradijo sončne elektrarne na teh strehah. Ne. Se pravi, če nekaj takšna, spet, ne, če nekaj takšnega možno narediti na segmentu energetske varčnosti, ne, potem je seveda možno narediti tudi na ostalih segmentih, kjer obstaja dovolj velik javni interes. Ne. Morda še eno dodatno vprašanje, ki se pojavlja med temi vprašanji, ki so bile tukaj objavljena. V bistvu se nanaša na te oziroma na potresno problematične Eno je, da kje so gradbeni inženirji, a niso gradbeni inženirji tisti, ki bi morali definirati to, vi ste omenili izkaznico potresno, ne, ki se mi zdi, da se v nekih segmentih je že narejena, ne, tudi videli smo neke prenove, ki se dogajajo ravno na objektih, ki so v bistvu potresno najbolj ogroženi. Pa morda kakšen tak komentar, se pravi, zakaj v tej problematiki ne razpravljajo gradbeni inženirji in zakaj se to povezuje z to energetsko prenovo, ne, se bi morali biti vendar v nekem segmentu tisto prioriteta, pa potem energetska obnova druga prioriteta. Ja, mislim, seveda, nobena takšna prenova se ne zgodi in se ne sme zgoditi brez gradbenih inženirjev, mislim, da so tukaj čist lepo vključeni, zdaj koliko so v javnosti prisotni, to je pač druga stvar, no, mogoče problem notranji problem vsake stroke posebej, no. Moram tudi reči, da v bistvu vse, kolikor sem sam sodeloval pri teh projektih, gradbeni inženirji znajo najti rešitve, jih hitro najdejo kvalitetne rešitve, no, za te probleme stavb. Ovire so pa večinoma bolj na strani, bi rekel temu, arhitekture ali pa prostora, no. Se pravi, v vsakem primeru je potrebno sodelovanje teh dveh strok, no. Zdaj pa kdo je pa bolj prisoten v javnosti, pa to je pa drugo vprašanje, no. Eno od vprašanj, ki se naslanja na kakovost trajnostne prenove, pa bi se na gospoda Smodiša obrnil. Vprašanje se je postavilo, ali vemo, kaj v Sloveniji sploh imamo, kaj si vsak posebej predstavlja kot potencialna kakovost za trajnostno stavbo. Lahko vi mogoče malo opredelite, kaj naj bi nek investitor razumel kot se pravi, da če želiš pridobiti certifikat, kakšni so pogoji, ki jih moraš za to izpolniti. Pa kakšni so morda ti pogoji danes že v neki zakonodaji vključeni, ne, na Impures ima neke svoje zahteve, pa gradbeniki podobno, ne, če lahko morda malo to osvetlite. Ja, če se najprej zakonodaje, ja, na eni strani je Pures, ki nam seveda diktira energetsko učinkovitost, kar je seveda manjša poraba energije, vsakakor dobrodošla v kontekstu trajnostne gradnje, seveda potem imamo uredbo o zelenem javnem naročanju, ki prav tako naslavlja določene elemente trajnostne gradnje, predvsem kar se tiče izbira gradbenih materialov, seveda v slovenskem primeru tudi izbira lesa. Drugo je, koliko smo pri tem izvajanju uspešni. No, nasplošno bi povedal, da za samo trajnostno gradnjo v končni fazi, skratka, za samo trajnostno gradnjo ne rabimo nekega certifikata. Ne, lahko gradimo zelo trajnostno, brez neke zunanje potrditve, seveda, če vemo kako.
ampak v tem nekem prehodnem obdobju, ko moramo priznati, primanjkuje informacij, primanjkuje znanja, pa zagotovo so neki sistemi vrednotenja, pomoč, ki pomagajo pri ozaveščanju, pa seveda potem tudi širitvi nekega znanja. No, tisto, kar recimo pri nas je zelo značilno, da pač zelo pogosto rečemo, da je nekaj, kar je trajnostno, da je to zgrajeno v lesu, da je to energetsko učinkovito, po možnosti ima zeleno streho in fotovoltaiko. In ne mi zameriti, zelo posplošujem, ampak temu ni tako. Skratka, trajnostna gradnja je bistveno več in vsekakor, kar trajnostna gradnja ni, je tudi stroškovno intenzivna. Skratka, ni stroškovno intenzivna. Trajnostna gradnja je nekaj, kar mora biti ekonomsko upravičeno, drugače to ni trajnostno. Res je, da smo mogoče v zametkih, v začetkih trajnostne gradnje pred 15, mogoče celo kako leto več leti, govorili o materialih, ki še niso bili široko dostopni. Danes seveda so ti materiali dostopni, najdemo jih praktično v vseh trgovinah z gradbenimi materiali. Spet ne govorimo vse poprek, ampak so določeni materiali, ki seveda to izpolnjujejo. Tisto, kar se mi pa tudi zdi zelo pomembno, je pa, da se bomo prej ali slej morali pogovarjati tudi o ceni materialov in zelo težko bo spodbujati gradnjo v lesu, če je gradnja v lesu 20% dražja. Ko bo gradnja lesu ostala primerljiva masivni gradnji, bo seveda to postalo bistveno bolj aktualno in tudi seveda ta prednost, recimo polmontažne, montažne gradnje bo dejansko takrat prišla še toliko bolj do izraza in takrat se sploh ne bojim, da bo tudi bistveno več gradnje v lesu, dokler pa seveda vsak investitor nekako računa, da če bo recimo uporabil les, da bo pri tem moral plačati 20% več. Po drugi strani se srečuje seveda tudi z pomanjkanjem znanja pri sami izvedbi na tem področju, se pravi, ima potencialno vgrajene napake v svoj objekt, ki jih 20% preplača, je to mal cmok v grlu. Zaradi tega moramo veliko verjetno storiti na tem področju, se pravi, pridobivati ustrezna znanja, pa seveda, ne vem, če se bomo vsi strinjali glede tega, ampak subvencije so včasih tudi nekako alibi, da pač nekaj stane več. In potem ta razlika v subvenciji seveda pokrije tisto razliko. Ne vem, če je to čisto pravi pristop. Ja, subvencije so pomembne, ko se v neki začetni fazi, v neki inkubacijski dobi želimo neke rešitve spodbujati, ampak potem pa, ko dovolj časa to spodbujamo, pa seveda moramo preiti potem v neko drugo stanje. Skratka, materialov je dovolj za trajnostno gradnjo in trajnostna gradnja ni bolj draga gradnja, ampak je gradnja, ki si jo lahko vsak privošči, seveda pa za to potrebuje znanje. Vprašanje iz publike, dr. Jordanova. Pa prosim res za kratko vprašanje, pa potem tukaj za kratke odgovore, da bomo imeli čim več časa za... Jaz mislim, da izjemno pomembno je, da ljudje rabimo primere dobre prakse, ljudje rabimo demonstracijske objekte, da se prepričamo, da nekaj dobro funkcionira, da nekaj dobro zgleda, da nekaj ima, govorimo o stavbah, da ima dober performance. Se pravi, rabimo demonstracijske pilotne projekte, objekte. In slišali smo že, da v bistvu iz strani privatnega sektorja to pravzaprav že prihaja, poznamo take primere. Mene pa zanima, kaj država na državnem nivoju, kaj za javni sektor delamo na tem in bi prosila gospoda iz ministrstva, ne vem, enega izmed vaju, če lahko malo pojasni, kako bi strani države lahko pripeljali do enih resnih demonstracijskih trajnostnih stavb, kako bi to pridobili. Pa mogoče gospod Ploštajner najprej. Tudi če lahko še dopolnim to vprašanje, tukaj se je pojavilo na Mentimetru,
kako je vključena prenova stavb v te politike, ne? Mogoče smo bolj govorili o gradnji, pa govorimo o prenovi javnih nekih, bomo rekel, stanovanj, ki so namenjeni bolj ranljivim skupinam in tako, morda kako še ta prenova je vključena v to zakonodajo. Ja, kar se tiče gradnje in demonstracijskih projektov, se popolnoma strinjam s tem, da bi javni sektor mogel, kot sem že prej omenil, bi mogel pač kazati neko pot, v katero smer mora iti in s tem tudi opravlja to funkcijo, ki je bila deloma prej omenjena, da država prek lastnih investicij v bistvu koordinira ali pa usmerja to, kar se zasebni ponudbi ali pa na trgu pojavlja. Recimo, če smo konkretni pri leseni gradnji, je glavna stvar, ki jo treba zagotoviti, je veriga, lesno verigo, recimo, da imamo pač gradnjo od poseka do materialov in potem tudi celotna znanja in zmožnost, da sestavimo večstanovanjske, recimo lesene objekte. In tukaj bi javni sektor lahko ali subvencijami ali pa lastno gradnjo zagotovil, da taki objekti začnejo nastajati, ko dobimo dovoljšno kapaciteto, se potem tudi ta produkcija poceni. En tak konkreten primer, ki se trenutno odvija, pa bo verjetno pol direktor Državnega stanovanjskega sklada veliko več zna o tem povedati, tudi več povedal, je gradnja večstanovanjskih stavb v podotiku lesenih stavb, ki bi imeli tudi deloma to funkcijo, da bi bili pač demonstracijski projekti. Tako da tukaj pač vidimo predvsem to. In z Ministrstvom za gospodarstvo MGTŠ, se moramo naučiti še teh kratic pa imen, tudi mi, že sodelujemo tesno v bistvu prek tega povezovanja lesne verige in lesene javne gradnje, ki bi zagotovili ravno to, kar ste zdaj omenjali. Kar se tiče pa prenove, je pa ravno tudi se pripravila sprememba odloka o uporabi podnebnega sklada, prilagaja se načrt za, mislim, to bo itak dolg javni postopek za NEPN, kjer spet z vidika pravičnega prehoda, z vidika najbolj ranljivih populacij in tudi kjer ima država mogoče najbolj oprijemljivo možnost izvajanja lastnih politike, se pravi to znotraj lastnih stavb, lastnega sektorja, se ravno stanovanjske stavbe kažejo kot izjemno dobra vstopna točka za energetsko prenovo, ki bo odkljukala marsikaj več, kot samo to, da je energetska prenova, predvsem z vidika ranljivih populacij. Mi smo naredili neko krajšo poizvedbo med stanovanjskimi skladi, kakšna je potreba potem. Potreba je velika, se pa težava kaže predvsem v tem, da imamo izjemno razpršeno lastništvo stanovanjskega fonda. Tudi predvsem v javnem stanovanjskem fondu je to značilno, ker izhaja veliko teh obrabljenih starih stanovanj iz ostanka privatizacije iz 90-ih, kar pomeni, da je ta fond zelo razpršen, tako da bo treba najti mehanizme prvič za obnovo tistih stavb, v katerih je javni sektor v 100% lasti, drugič tistih, kjer je v 75% lasti, kjer je pač še zmeraj z vidika soglasij to možno izpeljati, ampak bo treba pač z ostalimi lastniki dobro sodelovati. Največja težava, ampak tudi potencial na nek način se pa kaže v stavbah, kjer stanovanjski skladi recimo niso večinski lastniki, bi pa lahko tukaj javni sektor odigral to vlogo katalizatorja, kjer bi spodbudil tudi fizične osebe ali pa druge lastnike znotraj stavb, da pristopijo k prenovam, bomo pa mogli pač kot država oblikovati tudi neke mehanizme, ki bodo to pač spodbujali. Ekosklad že ima že kup teh ukrepov, mogoče glavna stvar so tudi te svetovalnice, glavna stvar, ki manjka, je teh nekih katalizatorjev, rečemo temu. Bi rad Erik še kaj dodal? Mislim, da smo pri energetskih prenovah že preko demo efekta. A lahko mikrofon nesete tamle za vprašanje? Jaz se bom vrnila spet malo k neki minorni temi, ki je kulturna dediščina, ki jo večkrat slišim, me veseli, da jo slišim, ampak mislim, da ko govorimo o prenovi, mislim, danes smo se sestali tukaj zaradi prenove in gradnje, ampak ves čas nam uhaja misel v gradnjo. Slovenci smo pač obsedeni z gradnjo in premalo obsedeni s prenovo. Ko govorimo o kulturni dediščini, govorimo o 10% stavb in jaz se samo sprašujem, v čem je problem kulturne dediščine, ker jo navajamo kot problem soglasij, njenega prilagajanja, trajnostni prenovi in tukaj, prostite, to ne bo vprašanje, to je malo predavanje, tukaj gre za problem paradigme.
Kulturna dediščina oziroma nekulturna dediščina, dediščina nasploh, dediščina grajenega okolja je trajnostna, ker je grajena v lokalnem okolju, ker je z naravnih materialov, ker je lesena, ker zagotavlja kakovost bivanja, ker je grajena po razpršenih naseljih z ogromno zelenih površin. Skratka, to je en bazen potreben prenove in resnega pristopa v Sloveniji, če hočemo ohraniti tisto kvaliteto, na katero je gospod Potočnik opozoril, kvaliteto, nad katero so drugi presenečeni, ko jo tukaj vidijo. In če se o tem ne bomo začeli pogovarjati, že kar vidim, kam bo ta prenova šla, v nekaj čez noč narejenih subvencij, kjer bomo posiljevali in kulturno dediščino in investitorje z nekimi hitrimi spet investicijami v kao trajnostne prenove. Zato samo prosim, a lahko razmislimo o dediščini grajenega okolja, ki jo imamo od Triglavskega narodnega parka do Kolpe, od Prekmurja do Krasa. In to je resnično velik problem, o katerem mislim, da bi se morali sestati posebej, si predočiti, kaj vsak o tem misli in predvsem se pogovoriti, kaj prenova sploh je. Ker prenova ni samo to, kar ste vi rekel, ne, da je to namestitev takih in takih fotovoltaičnih celic, takih in takih oken in takih energetskih sanacij. Marsikaj drugega je še in ta izziv, ta kakovost je pred nami, pa ne vem, če jo sploh vidimo. Mislim, da v tej državi sploh ne vemo, kaj imamo. To je bila tudi ena od Potočnikovih istočnic. Ne vemo, kaj imamo. In bomo zapravili z vsemi temi ukrepi še to, kar je do zdaj ohranjenega kvalitetnega. Hvala. A bi morda kdo želel komentirati, gospod Krištof, ja, morda še dopolniti ta odgovor s tem, ne, kako se, ko govorimo o trajnostnih prenovah, pa bom rekel zdaj samo prenovah obstoječih stavb, ne, kako je s to okolico, ne, tako kot smo pač rekli, znotraj nekih metrov naj bi imeli zdravstveni dom, vrtec, šolo, bazen, trgovine in podobno, ne, kako se v teh konceptih ta zadeva pojavlja, ker dejstvo je, da danes vse subvencije so usmerjene v enoto, ne? In ne, kar je zunaj te enote, že smo videli, da je problem razširiti stavbo, da jo protipotresno uredimo, kako pa morda še to širše okolje sploh upoštevati zraven, pa morda kako je to sploh tudi z arhitekturnega stališča, kako se naslavlja tak prostor. Najprej absolutno podpiram, kar je gospa iz, mislim, da ste Zavoda za varstvo kulturne dediščine povedala, no? In seveda, no, mislim, bolj ali manj je celotna arhitekturna stroka bila izjemno nesrečna ob energetskih sanacijah, ravno zaradi tega, ker se je neka plast zgodovinskega spomina v bistvu brisala, ne, s temi, tudi če ni šlo za kulturno-zgodovinsko pomembne objekte, ne, so pa bili objekti oziroma stavbe, ki so pričale v eni dobi in te so zdaj bolj ali manj vse na enak način poenotene, ne vem, kot da te zgodovine ni. Ne. Podobno agresiven je ta zakon, ki zapoveduje nameščanje fotovoltaik na streho. No. Mislim, sploh verjetno si ne predstavljamo, kako bo to lahko spremenilo podobo, ne, naše dežele v nekaj letih, no, s fotovoltaičnimi temi paneli. Ne samo na strehah večjih objektov, tudi na travnikih, na skednjih jih zdaj vidimo in podobno. No. Pravi, to so neka vprašanja podobe, bi rekel, no, ali pa pač vrednosti našega okolja, ki nimajo svojega parametra v teh parametrih trajnostnih kazalcev, ki jih želimo naslavljati. No. Kar se prostorskega umeščanja tiče, opozoril bi na en recimo zelo preprost pa zelo učinkovit mehanizem, ki ga je ljubljanska občina uvedla, in sicer je uvedla, da ob tem, ko se naseli prazno podstrešje, da ni potrebno zadoščevati nobenim urbanističnim pogojem. Če vi želite postaviti stanovanje na podstrešje, pred to spremembo je bilo potrebno, ne vem, 2 parkirišči zagotoviti, je bilo potrebno vse tiste urbanistične faktorje računati, po tej spremembi pač to ni potrebno, ne? Gre za tako imenovano zgoščevanje naselij. In v bistvu naseliti stanovanje v en prazen prostor v obstoječi stavbi je bistveno bolj trajnostno, bistveno bolje vpliva na vse kazalce trajnostnega razvoja, kot pa tistih 15 cm stiroporja, ki bi ga sicer ta stavba lahko tudi nalepila na fasado. Ne? Gospod Smodiš je želel odgovoriti.
Danes smo slišali en primer, ne, da cilj bi moral biti, da je perilo oprano, ne pa, da perilo peremo in koliko energije pri tem uporabimo. Cilj bi moral biti svetloba, ne pa, da vgradimo pravilno luč. In tako je tudi trajnostna gradnja bi morala biti naravnana ne na posamične ukrepe, to, kar smo v preteklosti zelo radi delali in predpisali recimo prezračevalno napravo, klimatsko napravo, ne pa predpisali sveži zrak v prostoru. In tako v primeru, da si razmišljal o naravnem prezračevanju, dejansko izpadejo iz vseh shem subvencij. Čeprav bi porabil pri tem bistveno manj energije, recimo, da bi bil bistveno bolj trajnosten. Cilj bi bil dosežen. Skratka, mislim, da bi zelo pomembno bilo predpisati cilje, kako jih dosežemo, pa prepustiti stroki. In ta stroka potem seveda najde, tudi najbolj lahko najde, če seveda želi in je motivirana, najbolj trajnostne rešitve. Ali jih bo našla s pomočjo tehnologije, ali jih bo našla mogoče po nekih naravnih principih, je potem prepuščeno stroki. Ampak cilj je potrebno predpisati in ne rešitve. Hvala. Zdaj pa predlagam, da se posvetimo naslednjemu vprašanju, kaj v Sloveniji potrebujemo. In o tem govorimo o kratkoročnih in dolgoročnih aktivnosti, ki jih moramo narediti, ampak najprej prosil vas, udeležence, telefone ven, Mentimeter 27448646. Naslednje vprašanje je, kateri so prvi koraki, kateri naj bo prvi korak v Sloveniji za spodbujanje trajnostne prenove in gradnje stavb, ker bomo potem želeli komentirati na te vaše ideje. Kot rečeno, če kdo vidi neko stvar, s katero se že strinja na zaslonu, je seveda lahko tudi dopolni, ker bomo potem pač ugotovili, da je neka zadeva bolj pomembna. Prvi govori o demonstracijskih projektih, ki smo jih konec koncev že naslovili. Spravi beseda, mislim, da 25 črk lahko upišete. Se pravi, kaj ne bo prvi korak, torej ne dolgoročni, ampak tisti prvi, ki se vam zdi, da je nujen za to, da lahko spodbudimo neko novo dimenzijo pri trajnostnih stavbah oziroma pri prenovah. O financiranju bomo govorili popoldne, tako da se zdaj tega ne bomo lotili. Torej, demonstracijski projekti so očitno ena izmed teh tem, ki smo jih v bistvu že naslovili, ste tudi povedali, da seveda imajo svoj smisel, ampak imajo tudi svoje omejitve, predvsem da je lahko tudi na nek način bumerang, tako kot smo rekli, in to tudi vidimo. Mislim, da se na trgu dejansko vidi, da za subvencijami se pojavijo višje cene, se pojavijo razni načini, kako ta sredstva uporabiti. 34 dogovorov imamo, kot vidim, je najbolj prepoznano demonstracijski projekti, osveščanje, nepremičninski davek, diagnoza stanja, to je tudi že bilo eno izmed vprašanj, ki so se pojavljala na Mentimetru, se pravi, kje sploh smo, a mi sploh vemo, kaj želimo delati. Dobro, imamo 40 odgovorov, morda bi to omizje prosil, pa bi začel z Erikom, ki že nekaj časa ni bil pri besedi, če bi lahko morda, torej, kaj so pri vas kratkoročni, se pravi, dajmo reči leto, dve, aktivnosti, ki jim boste posvetili to maksimalno pozornost, in pa kaj je potem dolgoročno. Mogoče si v dolgoročni že govoril, tako da morda res to kratkoročno, kaj se vam zdi kot najbolj bistveno. Tukaj lahko vsem dopolnim, ja, se strinjam, demonstracijski projekti je res ta prva faza, da se ljudje tudi lažje plastično predstavljamo. Drugače pa menim, da je to vzporeden proces, ne sme biti samo ena stvar. Imamo deležnike, imamo znanje, imamo financiranje, pa imamo projekte, ki smo jih omenili. No. Na vseh teh 4 področjih se morajo prve aktivnosti začeti. Evo, tak kratek dogodek oziroma povzetek, če rečem.
Mislim, da na vseh 4 stvareh je treba kakšne prve aktivnosti dati, tako kot je ta dogodek z deležniki se pogovarjati, glede znanja, treba neke standarde, probati jih čim bolj plastično predstaviti, financiranje, probati priti do teh prvih finančnih inovativnih inštrumentov, mogoče za demo projekte podpreti, to so te prvi koraki. Gospod Smodiš? Ja, osveščanje mislim, da je eden izmed, se strinjam, in izobraževanje. Brez nekega ustreznega znanja in ozaveščenosti je sploh težko začeti nek pogovor na to temo, oziroma porabljamo veliko časa, da sploh se pogovorimo, kaj bi želeli, in ko bomo enkrat imeli dovolj znanja, dovolj poznavanja, kakšna je na eni strani problematika in seveda, kaj nas lahko vodi do rešitev, mislim, da bodo lahko stvari tudi bistveno hitreje stekle. Lahko vi kaj morda komentirate tudi, kaj se v tujini dogaja, glede na to, da vidim, da poznate pač to, kaj recimo razmišlja Nemčija, kaj razmišlja Avstrija, ki je nam nekje blizu, tudi glede samih zakonodaje ali pač načina gradenj in podobno. Ja, lahko rečem, kaj so delali pred 15 leti, ne? In delali so na ozaveščanju, delali so seveda na izobraževanju, delali so tudi na pilotnih projektih, imeli so, potem zvezno ministrstvo, da tako rečem, je predpisalo za vse javne stavbe določen minimalni standard in ga tudi potem izvajalo z lastnimi ljudmi, ki so jih predhodno izobraževali, tako da delali so to, o čemer se mi danes pogovarjamo, ne, ampak 15 let nazaj. Tako da tukaj dejansko, če želimo hitro narediti neke korake, bo potrebno mogoče pogledati, če smejo, kaj je nekdo delal prej, pa poskušati, seveda ne ponavljati napak, ni vse bilo dobro, kar so naredili, ne, ampak neke stvari pa zagotovo se lahko tudi tam naučimo. Ne. Gospod Krištof? Bi v bistvu mogoče povedal en čist tak zelo konkreten, no? Ker ponovadi govorimo tako en top-down osveščanje, pa subvencije in tako naprej. Recimo, če danes na nekem gradbišču porušimo del objekta ali pa objekt in želimo zgraditi novega, po naši zakonodaji ne smemo tega gradbenega materiala, ki nam je ostal po porušitvi te obstoječega objekta, takoj porabiti na gradbišču, ampak ga moramo obvezno deponirati na odpad, mislim, na deponiji in graditi novega. Recimo že en tak minimalen premik, da je možno gradbene odpadke takoj grajevati že na istem gradbišču kot del novega materiala, novega uporabnega materiala, kar verjetno pomeni en odstavek v enem členu, ne vem, gradbenega zakona ali pa kakšnega standarda, no. Že to bi bil en tak fajn, konkreten korak k recimo bolj trajnostni gradnji. Nekaj mi še to morda komentirati. Ko pride nov gradbeni zakon, ven imate arhitekti in gradbeniki takoj 500 dopolnil k vsakemu zakonu. Nimamo jih, ko pride ven, ampak že v okviru javne obravnave. Ja, morda malo še ta konflikt med rekel, stroko, civilno družbo, pa sej ne, da bi vi to komentirali, ampak pri pripravi teh zakonodaj se velikrat občuti, da se ne upošteva neka navodila stroke ali pa da se jih prepozno upošteva, pa se potem popravlja po 2 letih in podobno. Ja, mislim, vsi deležniki so vedno nesrečni nekoliko, no, pač ministrstvo tudi ne more upoštevati vseh, no, zdaj glede teh sporov, jaz to ne bi komentiral, sploh glede sporov med strokami, ne, no, kot pač predstavnik samo ene, no. Se mi zdi normalno, no, da seveda je potrebno neko zlato sredino najti pri pisanju zakona, no. Točno to, kar sem zdaj povedal, smo vsakič znova poudarjali, da bi bilo, se pravi, ob vsaki spremembi gradbenega zakona poudarjali, da bi bilo potrebno implementirati in ni bilo, zakaj, pa ne vem, mogoče zaradi bojazni, da bi se skozi to goljufalo, pač te druge strani mi ne poznamo, no. Ampak vsekakor, no, to, da ne morem nekega materiala, ki je že na gradbišču, kot ostanek neke prejšnje gradnje na tej lokaciji, na tej parceli uporabiti na novi lokaciji, to je ena izmed osnov trajnostnega in krožnega gospodarstva in tako naprej. No. Se tudi usklajeno zakonodaje, ne, se pravi okoljska, pa rekel, odpadkovna zakonodaja mora slediti tovrstnim zahtevam in pa rekel, razvoju tako tehnologij kot, dajmo reči, družbenega konsenza. Ja, seveda, ampak mislim, da ta konkreten primer se nanaša samo na gradbeno, ne vem, vsaj koliko
Mogoče gospod Ploštajner za te kratkoročne aktivnosti, ki se vam zdijo najpomembnejše. Mislim, z vidika gradnje je težko zagotoviti kratkoročne stvari, ampak vseeno je prve stvari, ki jih delamo in ki jih je treba narediti, je to, kar sem že prej pač omenil. Z vidika javne stanovanjske gradnje je okrepiti, zagotoviti stabilno financiranje, da se bo ta sektor lahko stabilno razvijal in s tem tudi zagotoviti, da se bodo objekti gradili na primernih lokacijah in omogočali dostopno bivanje, predvsem v mestih. S tem iz vidika trajnosti ključno vplivamo na to, da omejujemo to, kar je zdaj bilo po inerciji nujnost ljudi, ki so hoteli priti do stanovanja, da so pač gradili razpršeno naokoli, in se potem voziti v Ljubljano, recimo, da delati, ker ni dostopnih pogojev bivanja tukaj. Tako da iz tega vidika je ključno zagotoviti pač okrepiti javni sektor in javno stanovanjsko gradnjo, ki pač mora biti tudi trajnostna, z vidika pač samih stavb. Druga stvar je pa, govorili smo o prenovi, ena stvar, na kateri delamo in bo tudi treba intenzivno delati, je pa predvsem, mogoče rečemo temu, trajnostna raba prostora. Trenutno imamo tudi precej objektov spet v predelih, kjer imamo veliko pomanjkanje stanovanj, ki niso namenjeni stanovanjski rabi ali pa niso aktivno uporabljeni, govorimo pač o praznih stanovanjih ali pa stanovanjih, ki so namenjeni za precej netrajnostne rabe, kot je pač turistično, recimo kratkoročno oddajanje. To sta dve temi, ki jih je treba tudi, ki jih bomo, to se tudi pač ta vlada zavezala, da jih bomo pač naslovili. Eno je omejevanje kratkoročnega oddajanja, se pravi, s tem bi sprostili precej stanovanj in aktivirali točno to, kar je prej omenjeno. Eno stanovanje, ki je že zgrajeno, namenjeno za stanovanjsko rabo, je v bistvu najbolj trajnostno stanovanje. In druga je nasloviti v bistvu novogradnje, predvsem novogradnje, ki so ostale in ki ostajajo prazne zaradi tega, ker niso pač trenutno dojete kot stanovanje, ampak predvsem kot nek finančni inštrument, rečemo. Tako da s tem gremo v smer tega, kar bi se reklo pač trajnostna, ni tukaj prenova, ampak raba prostora, ki je že. Še gospod Smodiš, prosim za enko. Andreja, vprašanje. Samo mogoče, kar je Tomaž povedal, gre stavbe na splošno bi naj postale banke materialov za prihodnost. Skratke, v bodoče bi naj črpali materijale za nove stavbe iz obstoječih stavb, če jih bomo že morali zrušiti. Da pa ne moremo danes uporabljati teh materialov ena na ena, ne vem sicer zakon, če je, ampak obstaja pa tudi čist pragmatičen razlog, namreč velikokrat ne vemo, kaj v teh materialih je. In tukaj govorimo velikokrat o nevarnih snoveh, ki so, pa naj si bodo to premazi ali karkoli drugega, in seveda preden ne bomo, pa sedaj rečem, analizirali, kaj v tem je, bi potencialno neke nevarne snovi vgrajevali v novo stavbo. Zaradi tega danes moramo biti zelo pozorni, v kakšni kakovosti vgrajujemo te materijale, da bi potem nekega dne pa dejansko lahko do tega prišli, da bi, ko bi že razdirali neko stavbo, pač zaradi nujnosti, pa lahko vse tiste materijale v čim večji meri ponovno uporabljali. Ok, hvala, magister Urbančičeva. Pol pa še Maja. Hvala. Jaz bi imela pa vprašanje za gospoda Ploštajnerja. Danes smo veliko poslušali o statični sanaciji stavb in me zanima, koliko je to vključeno v razmišljanje o izhodiščih nove stanovanjske politike oziroma koliko je to v vaši domeni oziroma je to kako drugače načrtovano, da se bo urejalo. Hvala. Zdaj boste dobili klasičen odgovor, da ni to v pristojnosti našega ministrstva, ampak glavna stvar tukaj, glavna politika, s katero se pač mi trenutno ukvarjamo, je javna stanovanjska gradnja in javni stanovanjski fond. V okviru tega je seveda tudi nekaj stavb, ki so v okviru javnega stanovanjskega fonda, ki so potrebne potresne sanacije, ampak to je trenutno osnovna prioriteta našega ministrstva, je pa to pač potresna prenova, niti ne toliko vezana na energetsko prenovo, ampak sama potresna prenova, neka tema, ki bi jo se kot država mogli lotiti, pa se jo verjetno vsi izogibamo, ker je pač toliko težavna in ker toliko problemov za sabo potegne. Ene teme, ki smo jih tudi odpirali, je prenova recimo študentskih domov, kjer je tudi
veliko, predvsem ljubljanskih študentskih domov povezana s potresno sanacijo. Nimam pa tukaj nekega pravega odgovora za ta okvir tega. Še zadnje vprašanje bomo vzeli dr. Simonetijeva. Ja, mogoče, ne vem, če bo tako vprašanje, no, ali pa ne vem, na koga ga naslavljam, ampak zdaj tako, kar se tiče trajnostne prenove in gradnje, se mi zdi tako, no, še enkrat, da je pač o trajnosti stavb možno govoriti samo v kontekstu in se mi zdi, da to pač je treba dati v osnovo in s tem začeti, ne. Samo to, tako kot smo zdaj, bom rekla, z rahlim zadovoljstvom govorimo o teh slabih posledicah energetske sanacije, ne, ali pa zgolj energetske sanacije, se bomo hitro zapletli tudi, bom rekla, v bolj dopolnjene strukture prenove stavb, ne. Da bomo lahko rekli stavbam, da so trajnostno prenovljene ali pa zgrajene, moramo gledati na kontekst. Tako da to se mi zdi, da tukaj je treba pač širš pogledati. No, druga stvar, ki sem jo pa hotela reči, je pa v zvezi s stanovanji, da pa vendarle se mi zdi, ali pa me zanima, no, če ni mogoče vsem prvi korak, vendarle neka politika, ki postavi organizacijsko in siceršnjo strukturo, ki celoten stanovanjski fond obravnava, a ne. Mi, prebivalci, ki smo tako v velikem številu lastniki, moramo imeti eno idejo, a ne, kakšni so zdaj različni mehanizmi ali prenavljanja, ali posodabljanja, ali, ne vem, ne, delitve, ali, ne vem, oddaje, pa potem prehoda v neke druge oblike bivanja. Skratka, večjo dinamiko stanovanjske politike sigurno potrebujemo, mi vendar ne moramo stanovanjske politike gojiti samo na javnem stanovanjskem fondu. Ta je prva prioriteta, tukaj se strinjamo, ampak sočasno potrebujemo mehanizme, da bomo angažirali, ne, zasebne lastnike, da bodo tudi transformirali dolgoročno svojo lastnino. In tukaj imamo na primer velik stanovanjski fond v kolektivni stanovanjski gradnji, kjer niso stavbe glavni problem, kjer sanacija stavb nič ne reši, niti ne podaljša možnosti za življenje v njih, a ne, ta, kar se zdaj dogaja, energetska sanacija, ali pa tudi statična, če ni liftov, če ni posodobitve, a ne, potem to nič ne pomeni. Da ne govorimo o okolici, a ne, če tega prometno ne rešimo in če tega strukturno ne naslovimo, nismo nič rešili. In to so ogromni organizacijski v bistvu, bom rekla, naloge, a ne. Tukaj sama gradnja je pol že cukor, to je že pol, to so detajli, ki jih obvladate, če sestavite glave, ampak organizacijsko to razpršeno lastništvo nasloviti brez javne politike, brez podpore za to, sredstev, a ne, organizacijskih mehanizmov, tehničnih pisarn, ki bodo ljudem to, kar je kolega Krištof predstavil in so šli na primer oni projektno skozi omogočali na lokacijah, da bodo v soseskah se, a ne, lastniki dogovorili, da bomo proaktivno spreminjali zakonodajo, ki bo pripeljala lastnike v bolj produktivne odnose, zato da bomo lahko dolgoročno vzdržnost stanovanjskega fonda zagotovili, tega ne bomo mogli izločiti iz javne stanovanjske politike. Moramo delati na več mehanizmih, se mi zdi, no. Me zanima, če ima kak komentar. Bom vzel to kot komentar, ne pa kot vprašanje, zato bomo prihranili malo časa. Zdaj bi še dr. Jordanovi dal besedo. Pa potem še eno hitro, ampak... Jaz bi tudi samo pokomentirala še v nadaljevanju tisto, kar ste gospod Krištof vi izpostavil, pa potem je Robert komentiral. Namreč, kaj je problem ponovne uporabe gradbenih materialov? Glavni problem je to, da je treba te materiale ponovno preizkusiti. Materiali, ki nastanejo pri prenovi stavb, pri razgradnji stavbe, ne vemo, v kakšnem tehničnem stanju so. Tukaj bi lahko zaključila, lahko rečem, samo še to, če si lahko predstavljate, vsak nov material je podvržen številnim testom, ne, mehanskim, toplotnim, vse živo testov se na njih dela zato, da vemo, kaj zmorejo, ne, v narekovajih, kakšne so njihove karakteristike in tako naprej. In če star material, staro opeko hočemo ponovno uporabiti, bo morala biti podvržena nekim testom in tukaj je srž problema, ker v bistvu danes še ne vemo čisto dobro, kako, na kakšen način, kakšne bi bile te metode preizkušanja starih materialov za ponovno uporabo. Tako da tukaj smo še v razvoju. Ne, dajmo, še eno vprašanje je tam, potem bomo pa res zaključili.
Eno je obnova, ena pa nadomestna gradnja za istimi materiali, tako da to je razlika. Še zadnje vprašanje, prosim. Ja, hvala, Uroš Brankovič iz Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Mogoče eno vprašanje za gospoda Ploštajnerja. Kakšno je vaše mnenje oziroma a je kakšna možnost, da bi pri teh podpori trajnostnih prenov, pa če ni drugega tudi trajnostni gradnji, dali tudi eno prednost, ko preko eno pozitivno diskriminacijo za te investicije oziroma aktivnosti v regijah izven Ljubljane, ne? Ker v bistvu vemo, da je nekako trajnostna gradnja oziroma prenova je, saj trenutno je še dražja, po drugi strani so te regije finančno, tudi ljudje in vsi ostali so nekako finančno šibkejši in v bistvu, da bi tukaj dali nekaj več, ko preko dodatne točke, dodatne odstotke ali kakšnih finančnih investicij oziroma aktivnosti za ozaveščanje, tako da ne bi v bistvu preko teh pač procesov trajnostne prenove oziroma gradnje, da ne bi demografsko oziroma razvojno spraznili te regije, no, tako da, hvala. Še ta odgovor, potem pa res zaključujemo to omizje. Jaz bi ta odgovor na to povezal s tem, kar je Maja spraševala, ki je izjemno pomembno vprašanje in mislim, oziroma komentar. Ja, se strinjam, da je bilo potrebno v celoti naslavljati, celostno naslavljati stanovanjski ali pa stavbni fond. Zakaj smo se toliko osredotočili na javno stanovanjsko gradnjo ali pa javni stanovanjski sektor? Zaradi tega, ker je ta izrazito podhranjen, ker je največjem zaostanku in ga želimo pač kot ministrstvo in tudi kot država krepiti in na njemu graditi. Je pa v drugem koraku potrebno pristopiti tudi k vprašanjem ostalega stanovanjskega fonda in s tem povezanih pač vprašanjih. In to se deloma pač naslavlja tudi na to, kar ste vi spraševali. Tukaj sem zdaj omenil Ljubljano, naša politika temelji v bistvu na tem, da poskušamo razviti javno stanovanjsko gradnjo ali pa krepiti njeno zmožnost predvsem le-te v vseh regijah. Trenutno se predvsem osredotočamo pač na mestna središča ali pa središče regij, čeprav regij nimamo, no, kjer je naš cilj v bistvu vzpostaviti neke usposobljene izvajalce javne stanovanjske gradnje v vsaki regiji, znotraj vsake mestne občine, to je pač prva prioriteta. To deloma je vezano tako na to, da so v mestih največje potrebe po stanovanjih, drugič zaradi tega, ker verjamemo v principe zgoščanja, se pravi pač, da je treba stanovanjsko gradnjo usmerjati tam, kjer je že vzpostavljena javna infrastruktura in se odmikati od tega, kar je v Sloveniji pač največja prostorska težava, to so razpršena naselja, in tretjič, samo v mestnih naseljih, se pravi v mestnih občinah, mi bi si želeli, da bi pač tukaj presegli samo mestne občine, ampak da bi ti pač stanovanjski skladi v mestnih občinah delovali regijsko, se pravi, da bi pokrivali tudi zaledja mest. Šele tako dobimo neko operativno zmožnost in kapaciteto, se pravi zmožnost teh akterjev, da lahko aktivno izvajajo in tako stanovanjsko gradnjo, kakor tudi neko aktivno sodelovanje ali pa delo ali z najemniki ali pa to z drugimi deležniki, ker se je izkazalo recimo pač, da imamo stanovanjske sklade, kot je ljubljanski, ki je operativno zmožen, mariborski, ki je tudi operativno zmožen, potem imamo pa neke manjše sklade, ki so ravno nastali ali pa imajo že dolgo zgodovino, ki so pa toliko majhni, da v bistvu njihova aktivnost je izjemno sporadična in niso zmožni v bistvu tega, da bi kontinuirano delovali. Tako da naša politika, kot sem rekel, je pač vezana na regijska središča, jim rečemo v tem v prvi fazi, no. Hvala lepa. Naj bo to potem tudi zaključek tega današnjega dopoldanskega omizja. Jaz se zahvaljujem vsem štirim sodelujočim.